Vinko Möderndorfer sodi med vrhunske in najplodnejše slovenske umetnike. Je gledališki in filmski režiser. Kljub intenzivnemu delu v gledališču in na filmu ostaja literatura njegova največja ljubezen. Objavil je več kot 50 knjig proze, poezije, dramatike in esejistike. Za mnoge od njih je prejel številne nagrade. Naslov njegove najbolj aktualne pesniške zbirke je Nimam več sadja zate. Da je to ena zelo lepa knjiga, tudi oblikovno, tako se mi zdi, da je fina. Jaz upam, da tudi vsebinsko. V bistvu gre za liriko, jaz se pač imam za lirika, čeprav znam včasih tudi kaj ostrega napisati, ampak to je zbirka, lirična zbirka, zbirka o ljubezni, o poslavljanju, o smrti, skratka o teh zanimivih stvareh, ki nas spremljajo v življenju. To je moja tretja pesniška zbirka pri tej založbi, tako da sem pravzaprav že hišni avtor in sem na to zelo ponosen. Predstavljena pesniška zbirka se stoji iz 3 delov. Sestavljena iz 3 delov. Prvi del je, pravzaprav ni nič posebnega ta zgradba. Ta zgradba je najbrž že bila videna in je dosti zanesljiva. Sestavljena iz 3 delov, iz moškega, ženskega in seveda iz moško-ženskega. Tako nekako v prvem delu so pesmi, ki jih piše, ki jih pripoveduje in doživlja on, v drugem delu ona, zadnji del je pa pravzaprav njuna združitev. Tako da imamo eno tako zelo enostavno, preprosto, pa zelo jasno zgradbo, ki pa mislim, da je tudi vsebinska, da ni samo formalna, tako nekako se mi zdi. Sicer pa je naš sogovornik zaradi svoje umetniške raznolikosti skoraj da vedno tako ali drugače zaposlen. Ja, pesmi človek piše tako kot diha, Če živim in če diham, potem tudi pesmi pišem, tako da to ni kakšno posebno delo, To je na nek način življenja. Biti pesnik je najbrž način življenja, saj tako jaz doživljam. Möderndorfer pa se je mudil tudi na novomeških izobraževalnih ustanovah, saj je njegovo delo Limonada Slovenika letos del maturitetnega branja. Ja, danes imam tak novomeški dan, tako da sem prav že od ranega jutra tle in je prav lep dan. Bil sem na obeh gimnazijah in je bilo prima. Maturanti imajo za maturo tudi mojo komedijo Limonada Slovenika, politično satiro, ki je v tem času še kako aktualna. In smo se prav fino pogovarjali, profesori so bili odlični, pripravljeni so bili vsi, tudi jaz. Tako da sem preživel tako zelo lepe ure s temi mladimi in glede na to, kakšni so, koliko imajo energije in se mi zdi, da se nam ni bati za prihodnost. Peri Lainšček, čigar delo so maturantje prebirali leto prej, je nekoč hudomušno dejal, da ga skrbi, da ga bo zasovražila celotna generacija maturantov. Jaz ne mislim, da me bojo sovražili. Se mi zdi, da ne smem tako misliti, ampak ne zato, da bi polemiziral z Lainščkom, ki je moj prijatelj, pa ga zelo cenim. Nekako se mi zdi, da je to velik kompliment mojemu delu, ampak tudi kompliment dramatiki slovenski in še posebej komediji. V tem izboru za maturo so kar 3 komedije. Cankar, Gogol in seveda moja komedija. In se mi zdi, da je to pravzaprav neko uradno priznanje slovenski satiri, politični satiri, slovenski komediji in mislim, da je to zelo dobro. Poleg tega se mi zdi, da ta mlada generacija, ki živi v takem svetu, kakršnega smo jim ustvarili, da se mi zdi, da se mora zanimati za politiko, da morajo razmišljati o problemih sveta in te problemi sveta so veliki. Tudi problemi Slovenije so veliki, globalni problemi so veliki. Nedolgo tega pa je šla tudi njegova knjiga Hvalnica koži. Hvalnica koži je taka prozna pesnitev. Pravzaprav sem jo napisal po naročilu, urednik mi je naročil, tudi naslov mi je dal in jaz sem ga seveda takoj sprejel, ker se mi zdi, da celo življenje pišem o koži. Da se mi zdi, da je moja literatura, vključno s to zbirko, da je zelo čutna in da sem jaz pravi naslov. Tako da sem z veseljem in z užitkom napisal sem pravzaprav prozno pesnitev in tako kot mislim in tako kot mi sporočajo bralci, se mi zdi, da je dosegla svoj namen. Tako sem zadovoljen s to knjigo. Sicer pa ima Möderndorfer že kar nekaj projektov, ki se bodo uresničili v naslednjih nekaj mesecih. Ta hip delam Partljičevo komedijo, pripravljam se na celovečerni film, ki ga moramo do konca leta posneti, naslovom Inferno, in pripravljam se za opero, novo slovensko opero Janija Goloba, ki jo bomo uprizorili junija v ljubljanski operi. Literarni večer z Vinkom Möderndorferjem je sicer priredila založba Goga.